Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo s sodno poravnavo, za katero sta se dogovorila Mestna občina Novo mesto in podjetje Protekt Dolenjska. Občina je namreč že od konca leta 2013 oporekala nejasno zaračunanim stroškom najetih prostorov za RIC v Portovalu, ki jih je od podjetja Protekt Dolenjska najela za 20-letno obdobje. Stroški najema skupnih prostorov in parkirišč so bili zaračunani v pavšalni višini in so neprimerljivi z ostalimi podobnimi tržnimi najemi. V začetku leta 2014 so zato na novomeški občini vložili tožbo za prekinitev najemne pogodbe in za izpodbijanje previsokih stroškov. Med njimi izstopajo stroški za 103 najeta parkirna mesta, najem občino stane slabih 2000 evrov letno. Najtežje je seveda to, ko vidiš, da ti nekdo zaračunava dejansko za parkirišča platforme, potem še dodatnih stroškov skoraj 1000 evrov na leto in da seveda temu ne boš nasprotovati, ker je bilo to tako spretno pripravljeno. Spodbijanje pogodbe pa ni bilo uspešno. Meni se zdi zelo logično, da se takrat podpira in še zdaj podpira, da se je šlo v sodno bitko, da se izkaže, kakšno je dejansko stanje. In me seveda po svoje žalosti, ampak v pravni državi pač smo dolžni sprejemati odločitve sodišča, da je razsodilo tako malo v naš prid. Po odločitvi sodišča v prid podjetja Protekt se je občinski svet v izogib nastajanja dodatnih stroškov in zamudnih obresti seznanil in se strinjal s predlagano sodno poravnavo v višini 277 000 evrov. Vsi se strinjamo, da je seveda ta pogodba škodljiva in nepoštena. Ne dvomimo, ampak v pravnem smislu pač bilo zaračunati za to, da bomo mi tukaj nekaj resnega dosegli. To me tisto zanima, smo takrat naredili kakšno resno pravno analizo možnosti uspeha pred sodišči. Poravnavo, kajti mislim, da je to edina prava pot v tem trenutku. Je pa vseeno z enim grehem pri okusu, kajti dejstvo je, da imamo občutek, da se neke informacije prikrivajo in da ne dobimo pravih informacij. Župan bo najemodajalca znova pozval k sklenitvi aneksa, s katerim bi zmanjšal škodljivost izvirne pogodbe za občinski proračun. Nažalost je škoda, ki bo verjetno 20-letnem obdobju tudi presegla milijonske zneske, da ne bo uspelo urediti. Na seji so se svetniki seznanili tudi s poročilom o nadzornem pregledu poslovanja Zdravstvenega doma Novo mesto in Osnovne šole Šmihev v letu 2023.